Nič kaj obetavni znaki za Bitcoin halving. Pridružite se mi in ugotovili boste zakaj. Smo na tedenskem logaritmičnem grafu za Bitcoin. In to je graf Bitcoin All Time History, kjer imamo celotno zgodovino Bitcoina. No in ta prva stvar vam lahko pokažem že takoj tukaj. Zagotovo vidite to dolgo linijo, ki imam izrisano. To je ena izredno pomembna trend linija. Prebili smo jo leta 2013, marca 2013 in od takrat naprej je bila ta linija vedno podpora. Vse do leta 2022 oziroma junija 2022, ko smo mi to podporo izgubili. In večkrat sem tudi omenil, lahko se zgodi, da bomo šli to linijo testirati kot odporno mejo. In to smo tudi zdaj šli delati. Kot vidite, smo se zelo približali tej meji. Zdaj, RSI, razen prekupljenosti, ne kaže nič kaj posebnega, nobenih posebnih divergenc. Stokastik RSI se pomika navzdol, kar pomeni, da imamo momentum navzdol. Eno možnost je, da imamo oziroma da bomo naredili skrito bikovsko divergenco, ampak to moramo še videti. In sicer, če bomo v gibanju cene imeli višje dno, medtem ko bo pa pri RSI-ju pa nižje dno. To sem zdaj jaz samo simuliral, bomo videli, kako se bo dejansko izpeljalo, če se bo sploh tako izpeljalo. V primeru te skrite bikovske divergence, ja, lahko gremo še naprej gor. Če ne, pa lahko kaže na precej bolj temačen razplet in v tega sem tudi vedno bolj prepričan. In to je na podlagi svečnih vzorcev, ki so se prikazali, še posebej z zaključkom prejšnjega tedna. Zdaj, svečni vzorci so na manjših časovnih intervalih v kriptu precej nezanesljivi, vsaj zame. Na višjih časovnih intervalih pa so že kar precej bolj zanesljivi. No, in kaj smo tvorili? Naj vam malček pobliže pokažem. To je svečka, ki se imenuje Hanging Man. Je medvedji pokazatelj in lahko napoveduje preobrat v trendu. Ima zelo značilno obliko, v obliki podobna je črki T, torej dolga spodnja senca, manjše telo svečke in zelo majhna zgornja senca, ali pa da je sploh ni. Ampak samo na podlagi te svečke je nespametno trgovati. Kar potrebuje je potrditev, to je, da je naslednja svečka rdeča, da imamo padec. In poglejte, kaj smo naredili z zaključkom prejšnjega tedna. Torej imamo Hanging Man in njegovo potrditev. Zdaj, če pogledamo malček nazaj, recimo tukaj smo imeli enega, ampak ga nismo potrdili. Aja, in pokažejo se ponavadi ravno na vrhu, to sem še pozabil povedati. Tako da ja, previdnost s tem halvingom bo vsekakor priporočljiva. Kolikor vidim, da se bodo stvari razpletale, bo tako, da bodo pač vsi priporočali, da kupujejo padce. In če bo to dejansko tako, se zna trg obrniti točno v nasprotno smer. In vedno je tako, kamor sili večina, se potem trg obrne v točno nasprotno smer. Tako da bodite previdni, odločajte se na podlagi svojih raziskovanj, ne vlagati samo zato, ker vam nekdo nekaj reče. Pa poglejmo si še malček prejšnje vrhove, da vidimo, koliko je to kaj zanesljivo. Tukaj lahko vidimo, smo imeli bearish engulfing svečko in naprej naslednja je bila njena potrditev. Da malček bolj prinazorim, torej bearish engulfing, njena potrditev in potem smo naprej samo še padali. Še en vrh pred tem, tukaj smo imeli spet bearish engulfing svečko, njeno potrditev, na to smo se sicer malček dvignili, ampak smo na to kar krepko padli. Tukaj, na tem dnu, smo imeli tukaj bullish engulfing svečko, njeno potrditev in na to smo rasli in rasli še naprej. In smo dobili ta zadnjo rast. Torej, kot ste že ugotovili, seveda je več svečnih vzorcev. Tukaj smo imeli svečni vzorec,
Hanging Man, pa bullish in bearish engulfing. Zdaj engulfing pomeni, da je v bistvu, da naslednja svečka, torej recimo tukaj v tem primeru, ta rdeča s svojim telesom zaobjema tole prejšnjo svečko. Je večja in jo lahko s celim svojim telesom zaobjame. Ampak kot sem rekel, ena svečka v tem vzorcu ni dovolj. Nespametno je trgovati na podlagi ene svečke. Traderji ponavadi počakajo na potrditev, na naslednjo svečko in to smo tudi zdaj dobili z zaključkom prejšnjega tedna. Torej, Hanging Man in njena potrditev. Zdaj, če se to izvede, če se to res tako izvede, imamo tarčo, ta prvo tarčo na 52.000 in naslednjo na 42.000. Nekaj sem vam želel še pokazati na dnevnem grafu, če še malček oddaljim. Zdaj, to ni nič kaj obetaven vzorec. To mene spominja na vzorec trojnega vrha. Kot vidite, imamo en vrh, drugi vrh, tretji vrh. To je zelo medvedji vzorec in če se realizira, če izgubimo to mejo 62, 61 tisoč, tam nekje pademo, kot sem že omenil prej, na tukaj, na tole mejo, ki je pa na okoli 52 tisoč. Od 50 do 52 tisoč. Tako da ja, kot sem že omenil, pazite se mnenja večine in vlagajte samo na podlagi lastne raziskave. Niti ne moje, ki sem jo prikazal zdaj tukaj. Pojdite pogledat sami, kako zadeve stojijo in vlagajte na podlagi tega. No, na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če bi morda vi želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda v zameno dobite dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kripta, ampak tudi druge trge, recimo delniški in trg žlahtnih kovin. S paketom više pa pridobite dostop tudi do Discorda, ki je lepo zaživel. Tam spremljamo kripto, tudi na manjših časovnih intervalih si delimo ideje in mnenja. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so namreč do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje pri nakupu. In nekateri lahko tako nakupujejo tudi zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati. Imamo že kar nekaj indikatorjev, to je naprednejši RSI, naprednejši MFI, kjer je združenih več indikatorjev v enega. Imamo RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, imamo tudi MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah. In poleg teh indikatorjev je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. To je indikator, ki je zrastel kompletno na moji ideji, ker sem resno pogrešal nek prikaz, kam na kriptotrgu se steka denar, ali se steka v Bitcoin, ali se steka v altcoine, ali pa v stablecoine. Seveda pa lahko pomagate kanalu tudi na precej drugih načinov. Spodaj v opisu je tudi ogromno affiliate linkov. Ravno pred kratkim sem sklenil tudi partnerstvo s Kriptomatom, ki je res super menjalnica za začetnike. Torej, če si slučajno začetnik v kriptu, bi ti jo res priporočal, link je spodaj v opisu. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. In zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej analizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo? Ali ste morda vi odkrili kaj drugega? Sem morda jaz kaj spregledal? Vse to me zelo zanima, zato kar napišite spodaj pod videom v komentarje. Vsako mnenje je zelo dobrodošlo, tudi če je nasprotno, in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Zdaj pa si dajmo še malček pogledati, kaj sledi na tem kanalu. Vsekakor gibanje cene Bitcoina je zadnje čase izredno zanimivo. Tako da to bomo spremljali kot tudi cene raznih zanimivih altcoinov. Poleg tega bomo s sodelovanjem s cryptonews.com tudi razkrivali razne zanimive kriptoprojekte. In še ogromno zanimivih vsebin bo. No in zato je tudi najboljše, da se naročite na ta kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil.
In to čim ga naložim gor. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam iz sončnega Kopra. Imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.